Kako se jim je izpolnila pomladna želja. Če bi zjutraj peteline zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčica. Kljub temu, da dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima tako rahu spanec kot na barki. Hej, vajenca po konci! Rana ura, zlata ura! Jaz sem že čisto popozlačen. Jajo! Kaj? Jajo! Greva! Jaz bom tudi jutri hitro kot Pajo. Kaj pa dedek Bedenko? Ta počne vse z mornariškim premislekom. Meni hitro vstajanje ne dene dobro. Kar je pa glavno, moramo vsem še malo mi že razmisliti. Ali ga slišite, kako globoko premišljuje? Takoj prišel prvi pomladanski dan in fanta sta razmišljala o pomladni želji, ki se, če to verjameš, uresniči. Popraviti je treba. Daj mi kladivo. No, še spodaj. No, tako. Najbolj sta si želela, da bi njun pujsek imel vedno polno korito. Kje pa je? Kam si In pa zato dal? sta se trudila, kar se je le dalo. Jaz sem odkril polno vrečo želoda. Kje? Zadnjič sem ti lepo rekel, da pospravi grablje. Joj. Tako. No, pomagaj. Godi. Če greva, pujsek. Godi. Zajtrk. Godi. Jajo je pujsku pripravljal gostijo, Pajo pa je imel boljši predlog. Veš kaj? Jajo, želoda bova posadila in tako bova imela toliko hrastov, da bova imela toliko želodov, da bo najin divjaček pravi debeluhar. Jaz mu bom še malo nasul, se slišiš, kako kruli. No pa daj. Godi. Godi. Nasul mu je še eno pest in odpravila sta se na polje. Jo, ne gre. Čakaj. Tako? Pa zdaj? Tako? Bravo. Pomagaj. Želod je za pujsa čokolada, orehova potica in čigumi obenem. Če pride pujs enkrat na okus, je izgubljen. Divjaček apetita ni mogel več obrzdati. Planil je po želodovi sledi kot obseden. Ja, skrajni čas za pomladansko oranje. Bedenko, moraš si pripraviti orodje. No tako. Jajo, kaj bova pa zdaj, ko nimava deske? Jaz vrečo lahko že sam nesem, po poti sem pa postal močnejši. Jaz grem po palco. No, In pričela sta s sajenjem. pa ti? Ker pa je bila njiva zanemarjena, delo ni bilo lahko. Tako? Ja, saj ste v pamet, je rekel gospod Vratovinc, mesar, veleposestnik in kmet vse v eni osebi.
Ja, kako morate na njivo, ki je že 3 leta ni nihče povohal, samo z lopato. To vem tudi sam, pametnjakovič, kje pa ne dobim pluk in vleko, a? Potem se je domislil, kako lahko vratovinca spelje na tanek led. Ja, vidite, sosed, jaz sem imel danes takole pomladno željo. Ko bom prišel na njivo, sem zaželel, da bi bila že zorana. In ker se, kot vemo, pomladna želja vedno izpolni, grem na njivo samo z lopato, da bom sem in tja popravil kakšno fineso. Pomladna želja, to so same neumnosti. No, to bedarijo si pa moram ogledati. Pa enega za pujska. Tako. No, ta bo pa za naju zaplezat. Pajo, poglej. Ojojajo, tele brazde poglej. Lej, celo njivo. Je, ali se mi sanja, ali kaj? Sa pramokra? Glej ga, Pujsek. to je naš pujsak. Kaj pa dela? Počakaj. No, pa je zorano. In moja pomladna želja se je izpolnila. Ja, najna tudi. Želela sva si, da bi najn pujsek imel ogromno hrane. V gozdu bo prav gotovo našel več hrane kot doma. Tu je pa prazno, tu. Prekleza kurenk, še včeraj nisi mogel niti v sanjah uganiti, kje je njiva. Pa danes poglej. Adijo! Skopuh vratovince je bil upravičeno nevoščljiv in močno je obžaloval, da ni tudi on sam imel zjutraj kakšne pomladne želje. Ni pa nikjer rečeno, da bi se temu lakomnežu tudi izpolnila.